nam v čaroben svet, kjer prav luštno je živeti. Cin, cin, tu, cin, cin, tam, vsak dan lepo nam je tu, dobre pite so in pustolovščine. Cin, cin, tu, cin, cin, tam, vsak dan glasno zvoni tu, smeje se prav vsak, zabava se vse dni. Cin, cin, tu, cin, cin, tam, vsak dan lepo nam je, kdor pride na obisk, več vrniti noče se. Nikoli! Tretje nadstropje. Nizke zgradbe so dolgočasne. So stvar preteklosti z le enim nadstropjem. Ne, niso samo dolgočasne, ampak neuporabne. Strinjam se? Vem. Prezgodaj je govoriti o metropoli, a rekel bom to. Mesto Cincin se bo dvignilo pod oblake. Prototipni model je skoraj gotov. Ne, nočem slave, a jo bom ponižno sprejel, če bo treba. Pomembno je čim prej začeti. In točno to bom zdaj storil. Ne, to bom storil jaz. Razbremenil bom Nika. Daj no! Živjo, živjo. Živijo? Kaj je spet zgagac? Kot se mi je zdelo. Kaj je narobe? Nič, samo... To pa je abstraktno. Kaj je to? To je moja nova mojstrovina. Ne laskaj si. Ta skulptura je kvečemu povprečna. Torej, saj se ne... Sposoben si več. Postavi si višje cilje. Rabiš tretje nadstropje. Zakaj pa? Zakaj pa? Kako lahko to vprašaš? Povej, a si umetnik ali ne? Ja. Upodobitelj navdiha, ustvarjalec? Sem vitez. S čopičem. In tak umetnik potrebuje prostor za ustvarjanje. In seveda naprednega duha. Ja. Poglej to. Ti je všeč? Kaj pa tale? Bolj napredno ne more biti. Ne. Prava prihodnost so visoke zgradbe. Zares tako misliš? Predstavljaj si naslove vseh velikih časopisov. Prvo, tretje nadstropje v mestu Cincin. Ustvaril ga je izjemni umetnik Anže in prav tako izjemni vizionarski gradbeni delovodja Zgagac. Nekaj se sliši še bolje. Anže je zakorakal proti nebu. Anže in Zgagac. Tudi prav podrobnost. V redu, delavec, prinesi orodje. Jaz pa grem po svoj navdih. Ampak nisem delavec. Kot sem rekel, podrobnosti. Ti načrti. Živ dolg čas. Ja, orodje tu. Super. Improvizirajva. Morda je bil najen drzen pristop napaka. V pravi umetnosti ni kompromisov.
Anže, si v redu? Ja, čudeži so vse povsod. Kaj se dogaja? Oj, Marjanca, zakaj si naredila tak nered, ha? Točno to sem hotela vprašati tebe. Anže? Ne skrbi, Marjanca, vse gre po načrtu. In kakšnem načrtu natanko? Gradbenem načrtu, Marjanca, rušenje strehe je bilo uspešno končano. In z veseljem lahko povem, da niti en nosilec ni utrpel resne škode. Vem, kdo bo utrpel škodo, ker klobasa neumnosti. Vse je pod nadzorom, Marjanca. Zgradil bom 3. nadstropje. Sem veliki arhitekt, pravi vizionar. In to je moj glavni delavec, Zgagac. Delovodja, ne delavec. Podrobnosti! Zakaj potrebuješ 3. nadstropje, saj še drugega nimaš več? Le zakaj? 1000 razlogov je. Tam je zrak bolj svež, slišiš ptičje petje. Pridi, ti bom pokazal. Razgled je osupljiv. In kako bova prišla tja gor? Kmalu bo tu stalo polžasto stopnišče. Pravi mu nebeško stopnišče. Do takrat pa imam nebeško lestev. Wow! Čudovito je! Vidiš, sem ti rekel. Samo nekaj, kaj pa tisti oblaki? No, saj lahko prespijo pri tebi, kaj ne, Marjanca? Tudi jaz sem daleč od doma, mokr bom. O ne, ne boš mi uničil doma. Anže, čudno me gledaš. Anže! Zgagac! Hočem svojo streho! Kaj naj naredim z vama? Raje imam eno nadstropje, ampak pod streho. Moja streha! Pomiri se, hecam se. To ni šala, Marjanca. Zdaj sem umetnik brez doma. Umetnik mora trpeti. Hej, ne obupuj, vse bomo uredili. Poglej, zopet si je sonce. Samo čim prej nehaj poslušati svojega delavca. Delovodja! Sploh pa svoje sem opravil. Streha je porušena in samo zato sva se dogovorila. Ne. Čakaj, ti si predlagal, da zgradiva 3. nadstropje. Ti ne bodi ga treba. Kaj? Ti si nakladal o umetnosti, Anže? Zdaj sem pa vsega jaz kriv. Ja, prav imaš. Nisem ustvarjalec, uničevalec sem. Veste kaj? To se mi pa zelo dobro sliši. Uničevalec. O, fant, pa smo spet tam. In še nekaj, Zgagac, odpuščen si. Ne. Pametna odločitev. Dobro, pokličimo Nika, pomagal ti bo. Moji načrti so torej tukaj. Sploh ne bom vprašal, kako so prišli sem. No, saj priznam, jaz sem kriv. A mi oprostiš? Kar sanjaj. Anže! No, prav, tudi meni je žal, nič boljši nisem. Niko, saj lahko popraviš, kaj ne da? Nimam prostora za ustvarjanje, navdih pa ne čaka. Prvič, Anže, če se že lotiš gradbeništva, se najprej pouči, kako se to dela. Drugič, stvar vedno izpeli do konca. In tretjič, zavihajte rokave in vzemite orodje. Jaz vedno pojem sladkarije do konca. Niko, a sem lahko delovodja? Ne. Kaj pa samo delavec? Prav, samo ničesar se ne dotikaj. Au! Zgagac! On!